Ja, skupščina je potekala v redu, sklepi so bili si sprejeti, dejansko pa gre seveda za reševanje zadeva, gre za dokapitalizacijo, znižanje kapitala v smeri pokrivanja izgub in pa, kar je pa najbolj pomembno, za omogočitev vstopa strateškega partnerja v družbo. When we announced the contract with GEM, Laško immediately made the action for put out all foreign investors. And this one is completely strange because Laško has to put more than 140 million losses in the company. We had to find more investors right now because the situation from the action that Laško made against Infond is very hard. We had to go out from this procedure in the court if it will be possible as soon as possible. But all the investors that is ready right now has a lot of fear about this situation. You mean American investors? American and another two European investors that was ready to enter immediately. I'm always optimistic, but if you fight against everybody and you bring or you brought one solution and everybody try to destroy all the solution, I don't know what want really the people here. Here is only power, the interest for the few people that want to manage everything. And nobody think about the small shareholder to develop the company. Is only the private interest that is too much important, like the future, the country and the companies, and the possibility that has this company. V Vseslovenskem združenju malih delničarjev smo zadovoljni z iztekom današnje skupščine. Še posebej pa tudi z informiranjem delničarjev pred samo skupščino, po sklicu in pa potekom organiziranega zbiranja pooblastil. Odziv je bil odličen, mali delničarji so pokazali primerno mero odgovornosti in oddali kar 1143 pooblastil, s čimer sva z dr. Mejakom na tokratni skupščini zastopala kar 3,52% celotnega kapitala z glasovalno pravico. Velika večina delničarjev, ki se je ustrezno odzvala na zbiranje pooblastil, je podprla vse sklepe, ki so bili predlagani in gredo v smeri tega, da omogočijo možnost rešitve družbe pred stečajem z dokapitalizacijo, z spremembo posojil v lastniške deleže, hkrati pa tudi omogočajo odprti tip dokapitalizacije tudi malim delničarjem sodelovanje v tej. Bili so potrjeni, sprejeti vsi sklepi, namreč nasproten iztek bi pomenil torej stečaj družbe in hkrati dejstvo, da bi v primeru obeh družb ostalo kar 66.000 malih delničarjev brez delnic, brez svoje lastnine, pretežno iz naslova procesa lastninjenja oziroma vpisa svojih certifikatov. Večkrat smo opozorili v združenju na dejstvo, da je popolnoma neprimerno, da bi se zgodilo to, da so vsi drugi, torej banke upnice, ki so dajale neustrezno zavarovane kredite, v veliki meri skupini Pivovarne Laško, v katero sodijo družbe Radenska, Fruktal, Pivovarna Union, Pivovarna Laško seveda, pa tudi Infond Holding Center naložbe v lastniško povezani verigi in pa na drugi strani seveda znotraj te skupine podeljevana posojila, ki so pripeljala v situacijo družbo Infond Holding in tudi Center naložbe, v kakršni sta se znašla, skratka tik pred stečajem, da bi ravno mali delničarji bili tisti, ki bi nosili posledice tega, medtem ko so vsi drugi z tako imenovano zaplembo delnic, torej lastniškega deleža v Pivovarni Laško in v Mercatorju, seveda odšli iz zgodbe brez posledic. To se nam zdi nedopustno in okolikor bi do tega prišlo tudi mimo sklepov današnje skupščine, si bomo seveda na drugih ravneh prizadevali zagotoviti stanje, ki bi saniralo tisto, kar so izgubili mali delničarji, tudi njim.
In hkrati velja izpostaviti tudi to, da je predsednik uprave Pivovarne Laško, gospod Zorko, bil pri dajanju posojil družbi Center Naložbe in od Centra Naložbe kot največjega tudi upnika, ne samo lastnika Infond Holdingu, na mestu predsednika uprave, takratnega predsednika uprave Pivovarne Union, tisti, ki je seveda tudi v precejšnji meri pripomogel k temu, da smo danes priča razmeram, kakršnim so. Zdi se nam seveda, da gre za neko vrsto zelo resno, niti ne komedijo zmešnjav, ampak mogoče tragedijo zmešnjav, v kateri seveda se isti ljudje pojavljajo v različnih vlogah, hkrati nosijo največjo mero odgovornosti, na drugi strani pa, kot kaže, seveda grozi in nikomur ni mar za to, da bodo mali delničarji, ta socialna skupina iz certifikatskega lastninjenja v takšnem primeru ostala brez vsega kot pravzaprav najbolj ranljiva socialna skupina v slovenski družbi, kar vsekakor pomeni tudi širše dimenzije tega dogajanja, ki smo mu priča danes. Zato še enkrat apeliramo na vse pristojne in akterje tega dogajanja, tudi upravljavce v Republiki Sloveniji, da zagotovijo to, da bodo tudi tisti, ki so najmanj odgovorni in krivi, imeli iz dogajanja in iz te zgodbe vsaj nekaj, vsaj tisto, kar je bilo v sami osnovi ob delitvi nekdaj skupnega družbenega premoženja namenjeno njim, pa je očitno zdaj skozi ta proces tja zadnjih 15-16 let očitno postaja nič vredno, medtem ko se je marsikdo iz tega naslova pomembno okoristil.